Danes bomo odgovorili na vprašanje, kaj je evropska kohezijska politika in kakšen je njen pomen za razvoj države. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Evropska kohezijska politika predstavlja le del evropskih sredstev, njen osnovni namen pa je zmanjševanje razlik med regijami. Slovenija je razdeljena na dve regiji, kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje 4 slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-kraško. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija pa povezuje 8 razvojnih regij: jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko. Stopnja sofinanciranja projektov v obdobju 2021-2027 je na vzhodu 85% in na zahodu 40% od vrednosti projekta. Če se sprašujete, ali obstajajo še drugi evropski programi poleg kohezijske politike, je odgovor seveda. Poleg evropske kohezijske politike in skupne kmetijske politike obstajajo še čezmejni programi, transnacionalni in medregionalni programi ter centralizirani programi, za katere je pristojna Evropska komisija. Čezmejno sodelovanje je tisto sodelovanje, ki poteka preko kopenske ali morske meje in vključuje vsaj 2 različni državi. Za to vrsto sodelovanja je značilno, da pri tem ne sodeluje celotna država članica, ampak poteka na ravni sodelovanja regij oziroma dežel, ki so vključene v programsko območje posameznega programa. Pri nas v teh programih sodelujejo statistične regije zaradi različnih vzrokov, na primer sedeži univerz, raziskovalnih zavodov in tako dalje. Pa za posamezno statistično regijo ni vedno nujno, da se s svojimi mejami dotika državne meje, preko katere poteka sodelovanje. Slovenija ima 4 sosednje države, kar pomeni, da tudi čezmejno sodelovanje poteka v 4 različnih programih: z Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo. Za čezmejno sodelovanje so zanimiva in pomembna predvsem področja raziskovanja in inovacij, podjetništva, varstva okolja, naravne in kulturne dediščine, učinkovite rabe energije, turizma, zdravstva, civilne zaščite, poplavne varnosti in podobnega. Programi transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja odpirajo možnosti sodelovanja upravičencev iz različnih držav in omogočajo dostop do znanja in izkušenj predstavnikom nacionalne, regionalne in lokalne ravni, interesnih združenj, raziskovalnih institucij in civilne družbe ter predstavnikom resornih ministrstev in njihovih izvajalskih institucij. Transnacionalni programi so naslednji: Srednja Evropa, območje Alp, Mediteran, Adrion in Podonavje. Medregionalne programe pa sodijo Interreg Europe, Urban, ESPON in Interact. Centralizirane programe razpisuje in upravlja Evropska komisija neposredno, in sicer preko ustreznih direktoratov in služb na nivoju Evropske unije. Prijavlja in poroča se v Bruselj, in sicer v angleškem jeziku, za informacije o programih, podporo in pomoč prijaviteljem pa so na voljo nacionalne kontaktne točke.